Lisica in krokar. Naša današnja zgodba se začne s praznimi želodci. Prav ste slišali, otroci. Gre za dva želodca, ki krulita od lakote. A čigava sta ta dva lačna želodca? In ali se bosta na koncu napolnila, da nam ne bo treba skrbeti? Poslušajte celotno zgodbo in sami presodite, ali je konec vesel, žalosten ali nenavaden. Pred davnimi časi je bila lisica, lačna seveda, in bil je tudi krokar, prav tako lačen. Krokar je žalostno stal na veji drevesa in zaman obračal glavo levo in desno, iskajoč razgled. Ali je v tem gozdu kaj hrane? Se bo kmalu našlo že kaj za podzob? Se je spraševal krokar, ki ni imel več moči za letenje in iskanje, le še oprezal je okrog. Ob istem času pa je malo stran lačna lisica vlekla rep za sabo in se z jokajočim glasom pogovarjala sama s seboj. Draga moja, tako se konča tvoja zgodba in ti si najbolj zvita od vseh živali. Umreti od lakote in to sredi gozda, ki bi moral biti poln hrane. In ko sta lisica in krokar mislila, da je prišel njun konec, je krokar zagledal miško, ki je nekam tekla s koščkom sira v rokah, lisica pa je zagledala krokarja. Krokar je od sreče dobil novo moč in bliskovito skočil na miško, lisica pa se je skrila v grm in začela opazovati. Uboga miška, zelo se je prestrašila strašne črne ptice, zato se je skrila v drevesno deblo. Na tleh je ostal košček sira, ki ga je krokar opazil in si ga z veseljem privoščil. Oh, kako je bil vesel! Od sreče so se mu tresle peruti in kljun, pa tudi želodček. A sreča se je nasmehnila še nekomu. Ko je lisica zagledala krokarja s kosom lepega rumenega sira z luknjami v kljunu, je takoj oživela in pomislila. Končno nekaj za podzob! Ravno ko je krokar hotel pojesti sir, je zaslišal sladek in prijazen glas. Krokar! O, lepi krokar! Krokar se je za trenutek zmedel. Ozrl se je naokrog, da bi videl, kdo govori z njim, in ob vznožju drevesa zagledal lisico. Kako siješ v soncu, kakor sijoča kaplja dežja. Črn si, kakor strašna nevihta in mogočen, kakor gora. Krokar je bil vesel takšnega laskanja. Želodec mu je godel, kot da bi se najedel najslajših robit in grozdja. Za trenutek je celo pozabil na lakoto. Lisici se ni mogel zahvaliti za prijazne besede, saj bi mu iz ust padel sir. Je zamomljal krokar. Kako, prosim? Se je zmedla lisica. Ne znaš govoriti? Kakšna škoda. Tako lepo bitje, pa tako neumno. Je lisica dražila krokarja. Je jezno zamrmral krokar. Čudno. A jaz sem slišala, da krokarji lepo pojejo. In zdaj ne razumem. Si len ali tako slabo poješ, da te je sram peti? Na to se je krokar razjezil. Kako lahko kdo reče, da on, tako lep, pameten in močan, ne zna peti? Bo že pokazal tej predrzni lisici. Grav! 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 Je krokar zapel, kakor je lahko glasno, in sir mu je padel na tla. Lisica je hitro pograbila sir in pomežiknila zmedenemu krokarju. Ko je veselo tekla proti drevesom, mu je zavpila. Res si lep! A kaj ti bo lepota, če si pa tako naiven? Dragi otroci, upam, da vam je bila današnja pravljica všeč in da vam bo pomagala prepoznati nepoštene ljudi, ki vas želijo samo izkoristiti. In morda se bo kdo od vas prepoznal v krokarju, ki ni prenesel, da v nečem ni najboljši.
Učite se iz napak drugih.